Dobar dan, pozdravljeni. Jaz pozdravljam avtorici, poslušalce in goste današnjega srečanja. Zdaj pripravil sem nekaj vprašanj o tematiki, ki je predstavljena v knjigi. Bi pa spodbudil tudi poslušalce, da se dejavno vključite v debato s vprašanji, s komentarji, s kakšnimi drugimi idejami. Zdaj, začeli bi mogoče kar s tematiko knjige. Govori knjiga o razvoju pripovedovanja zgodbe, o načinu pripovedovanju zgodbe. Pripovedovanje zgodbe je tematika, s katero se ukvarja književnost ali pa besediloslovje na tak način. Zdaj, pa mene zanima, na kakšen način psihologija, pa razvojna psihologija tvorno prispeva k tej tematiki. Pa mogoče Tira. Ja, jaz ne vem, če tvorno prispeva k drugi stroki. Jaz mislim, da različne stroke obravnavajo isto problematiko, pač z različnih zornih kotov in da ni prve pa druge stroke, ki nekaj vzamejo, pa nekaj prispeva, da gre pač za enakovredne poglede na problematiko, pač v tem primeru na pripovedovanje zgodbe strani otrok. In jaz, ko si že namigoval, da bi rad kakšno anekdoto slišal, sem se zelo desetletja nazaj posežila svoj spomin, da sem se spomnila, da je tam nekaj začetkov 80-ih let, ko nismo imeli na filozofski fakulteti še senata, ampak smo imeli pedagoški znanstveni svet, kaj je že bil, kateri so bili izbrani profesori in profesorice, med drugimi Breda Pogorelec, seveda. In jaz sem takrat prijavljala svojo doktorsko tezo, ki sem jo pogumno poimenovala in v naslov gradila besedo govor in mišljenje, oboje, pa ne tako enostavno, ampak obe besedi sta bili vključeni v naslov. Moj mentor profesor Tuličič in somentor profesor Ilič sem predlagala, da umaknem prvi del in da ga poimenujem kot del mišljenja, govor, ker da bom imela probleme pri potrjevanju na pedagoško-znanstvenem svetu, ker se je to potrjevalo in da tudi pač profesorica Pogorelec me bo spustila skozi, ne da bi slovenistiko vstopila v moje doktorsko delo oziroma mentorstvo, somentorstvo, ne vem kaj. Teza je šla brez pripombe, jaz nisem umaknila, teza je šla brez vsake pripombe skozi in Breda Pogorelec me je leti zatem povabila k sodelovanju, k mentoriranju njenih kandidatov. Ker pomeni, da ne gre za zaporedje, ker bi se mi pravzaprav iz neke stroke jemali, ampak gre pravzaprav res za dve ločeni zadevi, pri čemer, ko že to anekdota prihoduje, bi rada povedala, da je pač mišljena ta pripovedna struktura oziroma to, kar zgodbo vključuje, za moje pojme kot del spoznavnih zmožnosti otrok, kot del mišljenja, ki ga mora otrok procesirati, zato da pride v neko zmožnost pripovedovanja nečesa in je to pravzaprav tema, ki je več kot razvojno psihološka, sploh v tisti točki, ko se začnemo pogovarjati o tem, da pripoveduje zgodbe že lahko 2-3-letni malčki in da pripoveduje tudi oseba v pozne odraslosti. In da so tukaj vmes desetletja razvoja posameznika, če gledamo individualni ravni, kjer se zgodba z vidika seveda kakovosti in razvojne ravni bistveno spremeni. In to pač lahko ocenjuje, to lahko definira, to lahko povezuje z drugim področji govora in drugim področji razvoja, izključno razvojna psihologija. Super. Zdaj, razvojna, pa psihologija, pa razvojna psihologija ima na področju pripovedovanja zgodbe, nima samo teoretskih implikacij, ampak celo vrsto praktičnih tudi. Kaj pa bi mogoče kakšna od teh vprašanj kratko odprla, kje, kako, zakaj so ta vprašanja na taki aplikativni ravni pravzaprav tako pomembna? Ja, mi so v bistvu to knjigo tako dolg svojo pisali, ne? Glede nekaj dolg. Ampak nekako temeljino na vsem tem, kar sva skozi leta raziskvali. Predvsem sva imeli v mislih to aplikacijo, o kateri govoriš. Zelo v bistvu sigurno štartali s
teorije in tega, kar v razvojni psihologiji vemo o razvoju pripovedovanja, ampak zelo v bistvu zmislijo na to, da bi te ugotovitve bile lahko uporabljene tudi v praksi. In nekako tako se mi zdi, da sva dali dva taka poudarka. Eno je pripovedovanje zgodbe v družinskem okolju, kjer sva poudarili v bistvu vlogo staršev in dejavnike družinske pismenosti, na kakšen način kakovostno lahko vejo z otrokom spodbujajo govor in pripovedovanje zgodbe. In drugo je pa to, s čimer sva se tudi v bistvu skozi vsa ta leta ukvarjali, spodbujanje pripovedovanja v vrtcu, pa tudi v šoli. In se mi zdi, da z tega vidika poznavanja dejavnosti, kakovostnih spodbud, ki jih je otrok deležen strani odraslih, strokovnih delavcev, staršev in vseh dejavnikov, ki na to vplivajo v okviru nevzgojno nekega izobraževalnega procesa. Se mi zdi, da je najbolj nekako tako uporabno tudi to, kar sva zapisali. Tukaj sem še en stavek, mogoče in tudi ni dolgo nazaj, ker so me kontaktirali iz Andragoškega centra, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih in ima neke ISS projekte, take in drugačne in ureja in pregleduje podatke o najbolj navdihujoči pismenosti odraslih oseb v slovenskem prostoru, kot najbolj šibki točki, sploh pismenosti katerekoli starostnega dela populacije. In verjetno ne, oni so prišli na idejo, torej nisem jaz potikala ali pa nismo mi potikali tukaj na to, da pravzaprav so se ustavili nekje in da analizirajo take in drugačne dejavnike, da ne dosegajo kakšnih pomembnih napredkov, da nimajo več ideja, kako bi naslednjič v naslednjih meritvah verjeli, da bodo odrasle osebe bolj pismene, kot so bile pri zadnjih meritvah, prišli do ideje, da bi začeli izobraževati v okviru njihovih delov z odraslimi osebami, te odrasle osebe o tem, kako je strokovnjaka, kako je pomembno, da so večina stvari že zamudili, da so zato tako slabo pismeni, ker da bi morali se začeti ukvarjati z spodbujanjem govora, predvsem pa pripovedovanja zgodbe, ki je ena najboljših napovednikov kasnejše pismenosti v obdobju otroštva, če bi hoteli narediti kakšne resnično premike in ne samo takrat, ali je v šoli to, v 4. razredu ali 8. razredu, ali so primerljivi ali ne. Skratka, konec te razvojne vertikale se ga zdaj nazaj navzdol, ko poznamo pomen teh določenih pragmatičnih sposobnosti, ki bi jih morali pravzaprav že v vrtcu ali po družinskem okolju spodbuditi za to, da bi skozi neko stabilnost v razvoju kasneje lahko izkazali tudi odrasli večjo pismenost kot skozi. Zdaj, v kakšno starost bi pa take načrtne ali pa bolj sistematične načine postavili v predšolsko ali šolsko starost? Vse. Vse starosti, Vse starosti, kar tle, ne vem, neko poglavje posebno je o pismenosti in je pravzaprav jasno referirana tam ideja o tem, da bi pripovedovanje zgodbe povezano, oziroma je celo del, ne povezano, kot je del porajajoče se pismenosti, ker so pa splošne govorne kompetentnosti del porajajoče se pismenosti in da potem, kot ugotavljajo izsledki raziskav, tudi napovedna vrednost, kasneje, tisti, ki dosegajo višjo to porajajočo se pismenost, tudi pismenost višja v času opismenjevanja, torej že v šoli in kasneje, ko to izkazujejo naučeno pismenost v podobi znanja. Torej tam se potem dokažejo tudi relativno velike razlike, če je ta pragmatična sposobnost dobro razvita, potem je se v naši šoli, ki v veliki meri temelji na verbalizaciji, to velika prednost za šolske otroke, kjer se pa dogaja zelo podobno, kot sem naprej pisvala za odrasle, kjer treba pogledati retrogramno, kaj se je dogajalo in ne samo aktualno, kaj je v tistem trenutku. Eno vprašanje, ki se tukaj velikokrat pojavlja pri razvoju govora, tudi pri pripovedovanju zgodbe, je zdaj v slovenskem jeziku
kar se tiče psihološkega, razvojnega dela, so kakšne pomembne pa posebne posebnosti glede na, zdaj, kadar govorimo o razvoju mišljenja ali pa drugih takih bazičnih psiholoških veličin, pogosto krat velja, da jih nekoliko razumemo kot univerzalne. Kaj pa tukaj pri razvoju pripovedovanja zgodbe, glede na to, da odraža tudi strukturo jezika? Se mi zdi, da tako v bistvu razvoj govora eno tistih področji, kjer še posebej prihaja do tega, da je jezik s svojimi značilnostmi, se pravi, različni jeziki lahko do neke mere tudi določajo značilnosti razvoja, oziroma da posebej poudarjajo nekako tako avtorji različnih pripomočkov, tudi mi recimo, ko smo adaptirali pripomočke za ocenjevanje razvoja govora, da nikakor ne smemo prevajati, da moramo vedno adaptirati, ker je v bistvu jezik toliko s svojimi značilnostmi v taki meri lahko določa tudi neke posebnosti v razvoju, hkrati pa seveda govorimo tudi o nekih zelo podobnih, se pravi, razvojnih stopnjah, kot velja recimo za ostale jezike. Tako da se mi zdi oboje, treba upoštevati neke značilnosti, tako besednjaka kot slovnične strukture, ki sigurno je značilna za neki jezik, če ne drugega, recimo, če uporaba dvojne, ne za slovenski jezik, zelo specifična, pa še en kup drugih slovničnih značilnosti, če bi recimo primerjali z angleščino, s kakšnim drugim jezikom. Tako da, ja, se mi zdi, da kot raziskovalec na tem področju, da moraš v resnici tudi poznati te specifike in biti občutljiv ali pa pozoren na to, ko preučuješ, da mogoče nekateri podatki niso kar tako prenosljivi na različne vzorce, se pravi otrok ali pa mladostnikov, ki govorijo različne jezike. Pravijo pa načelo, te recipročnosti mišljenja govore po univerzalno, ne glede na to, so to kitajski otroci, ali so slovenski ali nekiri, mislim, vidno ima jezik moč, da to notranje mišljenje in da se pravzaprav zadeve na nek način, deloma v veliki meri prikrijajo oziroma druga na drugo vplivajo, ne glede na te specifike, kot je Urška govorila, da je lasti ta skladnost, ki jezika ima. Eno zanimivo vprašanje, kar se tukaj iz teh odgovorov, diskusije odpira, je tudi to. Za to knjigo je leta in leta študij, raziskav, zbiranja podatkov. Zdaj me pa zanima, za to, da podatke zbereš, moraš imeti posebej zdaj v psihologiji instrumentarij in ta instrumentarij je treba prej razviti, narediti, pripraviti ga, umeriti, pa me zdaj, mogoče bi zdaj to bilo naslednje tako vprašanje, s kakšnim vrstam instrumentarija, ali pa bi ga mogoče zdaj izpostavili, pa s kakšnim vrstami težav se zdaj tukaj srečujemo, kot ta instrumentarij nekako prilagajamo, umerjamo. 20 let se postopoma razvijajo pripomočki, ki jih je pa zdaj relativno veliko, za ocenjevanje govora različnih starih otrok. Začel se je zelo pragmatično, ob branju, na primer Piageja, ob branju Brunerja, ki smo ga vsi že, študirali na dodiplomskem študiju in potem kasneje, se je vedno znova pojavila ideja o tem, da mora otrok svojo misel, svojo rešitev razložiti. Tako, ko jo mora razložiti, mora torej on z besedami svojo misel argumentirati, predstaviti drugim in pravzaprav na nek način povedati to tako, da je zadeva razumljiva oziroma da reprezentira tisto, kar on v resnici misli. Zdaj, tega poznanega kliničnega pogovora Piageta se je potem vedno bolj v svetu in kar spredno tudi pri nas dojevila ta ideja, da ni najbolje ocenjen govor otrok, če ga ocenjujemo samo posredno za temi nalogami, specifičnimi v razvojnih preizkusih, ki so naloge za ocenjevanje mišljenja. Da pač rabimo posebne merske pripomočke za ocenjevanje govora in zlasti v tem delu, kjer ta knjiga
kamor ta knjiga Prvenstvo na meri, torej v delu pragmatike, ker pripovedovane zgodbe so bili na področju pragmatike. In tam smo začeli tako, da smo vzeli na primer slikanico Maruška Petokruška, ki jo si poznamo, slikanica brez besed, ki je bil nobeden izdelan inštrumentarij, in smo jo dali otrokom v obdobju zgodnega otroštva in jih prosili, da ne pripovedujejo ob slikanici, ki pa seveda ima skozi ilustracije, to je zelo pomembno rdečo nit, ker če ne bi delajo, tudi otrok absolutno ne more prepoznati, in so pripovedovali, in to pripovedovanje je bilo recimo ena začetna faza, kako je pomembno, da ima on slikovno predlogo in da ob slikovni predlogi, ki so različne vrste, pride do različnih zgodb pri različno starih otrocih. Čeprav je predloga lahko primerljiva ali pa bolj manj zahtevna. Takrat se je uporabljali tudi druge ideje, ki smo jih vse preverjali. Naprimer, da se naredi primerjava, kako otrok pripoveduje zgodbo, če mu ti neko slikanico prebereš. Ali gre v tem primeru, ker je slikanica, torej besedilo in ilustracija, gre samo za reprodukcijo besedila in se on proba to čim bolj zapomniti, ali gre za samostojno zgodbo, potem, ko je slišal slikanico. Potem smo krati uporabljali pristop začetnega stavka, torej neko držaj smo dali otroku brez slikovnega gradiva, začeti zgodbo in ga prosili, da zgodba, ki je vidno nedokončana, nadaljuje naprej. In smo potem te pristope, to so bili pristopi, to niso bili standardizirani postopki, med sabo primerjali pri različno starih otrocih in seveda pokazali razlike, glede na starost. V tistem času potem preverjali iskanju kriterijev, kako to sploh oceniti, smo prišli že do standardiziranih pripomočkov, ki jih v svetu imajo, pa moram reči, da niti ne toliko slikovnih predlog, nujno, veliko krat imajo slikovne predloge kot del nekih ocenjevalnih lisic za govor, kot eno od predlog je pa slika in pove neko zgodbo, vse ostalo so pa naloge drugega tipa za ocenjevanje govora, ali, mislim, ker se je pokazalo zelo zanimivo, sem jih namerno zdaj poiskala doma in prinesla, pa grejo lahko okrog, ki so slikance, ki niso narejene kot psihološki pripomočki, ampak jih zelo prodajajo, so pa zanesljivo najbolj pogosto uporabljeni dražljaj za pripovedovanje zgodbe v tujih raziskavah. In če hočeš direktno primerjati tudi merila, ki jih raziskovalci naredijo, potem vzameš te države, take in drugačne, in jih apliciraš otrokom, smisel je not pokukati, kako kaj zahtevna se je pa nas pokazala. Zdaj smo jo prikratno uporabljali pri 5-letnih otrocih in je zadeva kar kompleksna, da otrok v teh slikah, ki jih obrača, pove zgodbo. Mlajši otroci je verjetno kot 4 leta celo sploh ne morejo povedati. Ampak sami smo ob tem, ko smo niti še ne imeli vseh teh žal, prišli do ideje, da bi kar svoj slovenski preizkus standardizirali, kar pomeni, da smo naredili za različne starosti, pač vse obmena, kot je treba, 2 vrste slikovnih predlog, ki pač eno po tej ruski zgodbi ljudski Rokovička, druga po zgodbi bratov Grimm, krivična, Žabi kralj, krivična zemljegrafa smo brali, Žabi kralj, in dali izdelati posebej ilustracije za to, ker to je pravzaprav tisto, kar je ključno in kar sem prej rekla, da dela različno težavnost in kar se je pokazati, tukaj primerjali knjigi, vidite, da če ilustracije so zelo monotone, če so zelo linearno postavljene, potem je tudi otrok zelo linearno pripovedoval, če zahtevaš od njega nek miselni pristop, narediš neko čustveno krizo, nekaj se naredi, ker vznemirja otroka, potem poišče druge besede in pripoveduje zgodbo na drugačen način, tako z vidika vsebine, kot z vidika te površinske strukture. In na ta način smo te 2 slikovne predloge naredili, oziroma slikanice, in te se zdaj uporabljajo 10, 7, 8, ne vem, zdaj točno let, dolgo že, v marsikateri raziskavi so bile tudi uporabljene, k tem pa potem dodajamo v raznih drugih preizkusih, naprimer za starejše otroke, ker je ta druga stopnja, Žabi kralj je narejena za starost do 9 let, pa imamo naprimer nek poseben pisni preizkus, ki je tudi umerjen na slovenske otroke, kjer je pa samo slikovna predloga, ena, po kateri morajo napisati zgodbo, to je pravzaprav isto, samo pismen mora biti, zato da jo napišeš ali pa poveš.
Zdaj v zadnjih raziskavah, ko sem rekla, smo to celo namerno, zaradi teh mednarodnih prebivalcev uporabili že tudi tele žabe, pa težko rečem, zdaj je eno bolje, eno slabše, ampak vsekakor je princip pri pripovedovanju zgodb, ki se zanesljivo v obdobju zgodnjega otroštva in začetku srednjega otroštva najbolj odnese in je najbolj realen držaj za to, da otrok pove to, kar zmore povedati, slikovna pravila. Zdaj v kakšni obliki jo pa potem naredimo, ne pa odločitve. Je pa zgodba res ena taka kompleksna stvar za oceniti, ko se moraš odločiti za to, kako jo boš zdaj ocenil. Se mi zdi, da je toliko enih različnih vidikov, s katerih bi lahko zgodbo ocenil. Eno je čistko, ne vem, besednjak, slovnična struktura, ta vidik. Drugo so potem ti drugi vidiki, ki so tudi zelo pomembni pa zelo kompleksni. Tako da tle se mi zdi, da smo tudi tako veliko nekaj časa in truda temu posvetili. Kako dobiti to v resnici vsebinsko, oceno vsebine, uporabe metajezika, opisovanja čustev, junakov, osebnostnih značilnosti junakov, en kup enih stvari, ki, mogoče kakšnih moralnih naukov tudi na koncu zgodbe, se pravi, toliko enih kriterijev bi lahko v resnici uporabi, se moraš potem za nekaj odločati. Pa se mi zdi zgodba, kaj otrok pove, res lahko daje oceno o zelo različnih. Vkrati nekaj piševa tudi o teoriji uma, recimo, humorju v zgodbi, metaforah, tako, se pravi, tako zanimivo, za preučevati in ocenjevati tudi v resnici. Se odražajo zelo različne, se mi zdi, sposobnosti otroka v tem njegovem pripovedovanju. To je eno tako zanimivo vprašanje, tudi sploh razvoj govora, pa pripovedovanja zgodbe, tudi na ravni merjenja. Zdaj, v razvojni psihologiji je to velikrat problem pri procesih, ki se na en način vlečejo skozi zelo dolga razvojna obdobja. Teorija uma načelno je en proces, ki se v določenem času razvije. Zdaj, razvoj govora pa ne gre za en kratkotrajen proces, ampak nekaj, kar se spreminja in se tudi kvalitativno in kvantitativno spreminja. Zdaj, kako se pa zdaj lotevati ob pripovedovanju zgodbe, razvoja govora, zdaj pri 4-letniku, 12-letniku ali pa pol, makar pri odraslih ljudeh. Na kakšen način zdaj pristopati, lahko uporabljamo enake predloge ali pa enake vrste držljajev, tudi če so enaki ali jih lahko na podoben način interpretiramo, do kakšnih težav ali vprašanj tukaj pridemo. Meni se zdi zelo pomembno, zato sem začela v tej knjigi z opisom razvoja pripovedovanja oziroma razvoja zgodbe pri različnih starih otrocih. Pri raziskavi pač v svetu bilo veliko narejeno, upravljali so različne kriterije, ti kriteriji so na tak drugačen način združevali, jih probali analitično prikazovati in podobno, ampak iz tega nastanejo kvalitativni opisi zgodbe. Ko ti vidiš pravzaprav opis zgodbe, na čem temelji, kaj sem že upravljala, izraz, da je v pupih, ali je linearno, ali je z nekim vračanjem nazaj, vzročno posledično ali odnosno. Skratka, vse to so neki univerzalni kriteriji, kako se mišljenje in govor otrok spreminja. In ti ga dejansko v zgodbah prepoznaš. In običajno so raziskovalci delajo te kriterije na prvi pogled različne, ko je pa zelo natančno analizirajo, so pa ti kriteriji neskončno primerljivi med sabo, ne glede na to, v kateri državi so nastali, in se nekaj združujejo v te dva sklopa, v koherentnost pa v kohezivnost. Enkrat ocenjuješ vsebino in ocenjuješ predvsem z vidika tega, koliko dogodkov je uspel povedati, pri čemer je število dogodkov, če imaš standardiziran preizkus, naprimer primerano, naprimer se izmišljeno, ampak je 9 dogodkov v tej slikanci, od teh dogodkov se ve, kaj so dogodki, in bo zdaj uspel, 4-letni otrok povedati, koliko je pa 7-letni otrok povedal, ali pa naprimer število obratov, govornih in miselja, kjer moram narediti povezavo na nek dogodek prej in nadaljevati kasneje. To so pač univerzalni kriteriji, ki pa na ravni
števila, ne, v tem primeru, ne, so vsebinske, ampak naraščajo na ravni možnih dosežkov. Ne. Če ima slikanca 9 dogodkov, ne, bodo starejši pač povedali 9 dogodkov, ampak na neki točki ne, pa moraš ti oceniti, da je slikanca preenostavna in moraš vzeti bolj zahtevno slikovno predlogo, zato ker mu bo omogočila bolj zahtevna predloga to, da bo na primer uporabljal metajezik, da bo mogel neki nujno odnos opisati, da bo mogel za metaforo stopiti, če bo do tega pride. In to so potem kriteriji, ki pa zelo pogosto dajajo pod to površinsko strukturo oziroma kohezivnost, kjer počne zelo enostavno z štetjem besed pri mački. Pri mački se na primer šteje število besed, ki jih je uporabil, ali pa potem število stavkov, se izračuna pač povprečna dolžina stavka, glede na število besed, število raznolikih besed, pri čemer avtorji različno, tudi mi kombiniramo, kakšnih besedah govorimo, ali govorimo o besednih vrstah, ali govorimo o metajeziku in podobno. Kasneje so pa zadeve na ravni pač jezika mnogo bolj celovite, se stavka analizira z vidika, priredi, podredi in podobno, kar pomeni, da se ta težavnostni kriterij, ki je globalno enaka, vleče po težavnosti naprej, tako da ima vsak otrok možnost dobiti oceno glede na zgodbo, ki je povedal najvišji možnost. Ker nevarnost bi bila to, da bi bili kriteriji prenizko postavljeni in da bi pravzaprav zgodba presegla vse te kriterije in ne bi diferencirala. Ampak na to se zelo popazimo v vseh jezikih, tako da to se dogovor dane. Tako, kot sem nekje napisali, da v bistvu je zgodba po eni strani tako zelo pripovedovanje dopušča veliko svobodo pripovedovalca v tem, kaj bo pripovedoval, koliko, zapleteno in tako naprej, ampak hkrati je pa struktura zgodbe precej določena. Se pravi, ponavadi ima nek začetek, nek zaplet in zaključek. In mora biti povedana tako, da te poslušalec razume, s čimer imajo mlajši otroci težave. Kar pomeni, da to, kar je zdaj tudi Ljubica govorila, ti osnovni kriteriji, kaj to dobra zgodba je, pa so določeni in tudi lahko dosti dobro sledimo nekim razvojnim značilnostim tega, ko otroci še ne pripovedujejo prave zgodbe, do tega, ko povejo tako zgodbo, ki velja za dobro zgodbo, tudi za odraslega, na ta način. Se pravi, je ta neka struktura ali pa neko pojmovanje v tem, kaj to zgodba je, v resnici ta schema nekako pa določena. Zdaj, tukaj se odpiramo eno vprašanje, ta koherentnost in kohezivnost se mi zdi tako pokazatelji tega, tako zelo zanimivi v psihološki analizi pripovedovanja zgodbe. Zdaj, pa eno drugo vprašanje še, zdaj v psihologiji zelo velik, kadar delamo instrumentarij, tako govorimo o veljavnosti, kot meri tega, ali pa odgovor na vprašanje, a res ocenjujemo ali pa merimo to, kar mislimo, da merimo. Zdaj, kako bi pa tukaj vemo, da ocenjujemo govor, ne pa mišljenje? Ali pa kako vemo, tako vprašanje, oziroma, Ja, pač, že prej sem rekla, da če izhodišče je tako bilo vedno to, da se govor in mišljenje v večinskem delu prekrivata, zlasti v tem vidiku razumevanja, mogoče še bolj kot v tem pragmatičnem vidiku in tudi ni absolutna intenca vedno ta, da ti dva ločena spoznavna procesa zmeriš in rečeš, med njima ni nobene korelacije. Kakorkoli ti ocenjuješ mišljenje in ocenjuješ govor z veljavnimi preizkusi, ki imajo 100-krat podpisano, da so veljavni, boš dobil, potem ko boš računil korelacije pri istem otroku ali pri istih otroci, nekje med 60 in 70 ali celo višje, odvisno pač to, katero področje govora ocenjuješ. Tam ostane en delček, nasprotnik veza, podobno, ki ne bo koreliral za mišljenjem. Da pa ocenjuješ bolj govor kot mišljenje, je pa pravzaprav odvisno od tega, kako si ti teoretsko zadevo postaviš. Torej, definirati moraš govor. Govor ni isti psihični proces, kot je mišljenje, in če ga definiraš, potem ga seveda lahko oceniš. Lahko ga oceniš na ravni besednjaka, lahko ga na ravni skladnje, lahko ga na ravni pragmatike in še marsikateri ravni in potem te ravni med seboj korelirajo, da ne bo pomote in vse skupaj korelirajo z mišljenjem. Ampak še vedno se ga pokažejo kot samostojni postop.
ne, ki je dovolj nosičena, ne samo z elementom neke govora, ne najširšem pomenu besede in ni enako kot je mišljenje. Ne. Tudi pri mišljenju tako se zaplete z neverbalnim in programom, ne, ker je pa še dodatna zapleta, ne, ponavadi, kadar v raziskavah res hočejo oceniti dva konstrukta, ki bi se čim manj prekrivala, ne, vzamejo tipe neverbalne vrste testov inteligentnosti, vzamejo revnogeometrike, pa vzamejo preizkus govora, ne, potem vidiš pač korelacijo, ki je nižja, ne, vidiš, da sta to dva konstrukta, ampak to pravzaprav niti ni najbolj ključno, ne, ker jaz mislim, da se pri vsakem govornem preizkusu dobi neko preseženo vrednost, ki zanesljivo ni enaka mišljenju. Ravno zaradi tega, ker moraš pri pripovedovanju te misli ubesediti. In ker jih moraš ubesediti, in prav to nekaj drugega kot tisto, kar ti razmišljaš in rešiš nalogo, ki jo ti ta vidik, da otrok je sposoben razmišljati o stvarih, ki niso tukaj prisotne, ki bi se lahko zgodile, pa se mogoče nikoli ne bi, se pravi neko simbolno mišljenje, to mišlija tudi, ne, se pravi, to je sigurno en del tudi pripovedovanja zgodbe, ki ga ne moreš ločiti od samega izražanja na ta način. Ali pa lahko ločeš, ko ocenjuješ, ampak veš, da v resnici je to neka sposobnost, ki mu omogoča v resnici to dekontekstualizacijo, o čemer tudi piševa jezika, se pravi razmišljanja o nekih drugih svetovih, o stvarih, ki se še bodo v prihodnosti zgodile. Se brez v resnici mišljenja na tej ravni, simbolni, tega otroka ni sposobno narediti. Ja, seveda, ja. Če on ne bo razumel pojmov, če on krede mišljenje, če on ne bo razumel odnosov, ne samo konkretnih seznamov, ampak odnosov, on ne more povedati zgodbe. Ampak to je v ozadju. Zdaj, kako se pa to potem zmeri, ali vzameš nek preizkus, ki je probaš čim bolj ocenjevati samo to, ali on razume pojem, kako ga ustvarja, ali grupira neke stvari ali ne, je nekaj, ampak tam lahko priješ tudi na ta način, da zmenim matrikami slikce premikaš, pa povezuje zadeve in zmeriš mišljenje, kot recimo miselna zadeva. Ko bo prišel do govor, ne more pa on to povedati, ne more to zmožnost uporabiti, zato je pripovedovanje relativno zahtevno. On more to uporabiti v zgodbi in poslušalec ali pa ocenjevalec mora prepoznati, da je on razumel, da obstajajo med tema dvema enakoma neke povezave, neke odnosi, neke čustvene relacije ali pa karkoli. Hkrati, mogoče to mi zanimivo, ko sem se spomnila, da smo tudi o tem pisali, da v bistvu mora tudi stalno se zavedati, komu pripoveduje, da pripoveduje nekomu, ki ne ve o tej stvari, da mu pove na način, da se pravi tudi to razume. Ta socialno referenčni govor, so ugotovili otroci, že zelo zgodaj začnejo mlajšim otrokom pripovedovati še na malo drugačen način, se pravi, se prilagajajo v resnici tudi sposobnosti poslušalca, neka taka v resnici tudi povezano z mišljenjem, teorijo uma in spoznavnim, socialnim. Teorija uma sploh ne tako povezana. Zdaj, a je v tej točki kakšno vprašanje ali pa komentar slušalcev? Dobro, pa bi naprej vprašal, zdaj, knjigo sta sestavljali po eni logiki, v knjigi je več različnih poglavij, od teoretskega uvoda do kratke predstavitve, tudi instrumentarija, razlike med spoloma. Zdaj, mogoče samo kratek komentar, kako to, na kaj sta bili tako pozorni pri sestavljanju poglavij ali pa tematik, a sta kakšno tematik, ki sta mislili na začetku, zdaj spustili, pa ni v knjigi. Kako je ta knjiga nastajala? Nastajala je pravzaprav
Potem, ko je bilo že kar nekaj drugih knjig in člankov napisanih, kar pomeni, da smo med drugim zelo pazili na to, da se stvari ne bi ponavljali. Da se pravzaprav tukaj, ker je naslov pač pripovedovanje zgodb, oziroma zgodbe otroka, res čim bolj osvetlijo ta problem. Ne rečemo, da se področje govora preširoko, ker v tem pravne so in samostojne knjige že napisane in veliko je člankov, ali pa da ne bi preveč specifično šli samo na vpliv nekih dejavnikov na, recimo, pripovedovanje zgodb, ker je običajno raven, ki jo pač iz fizičnih podatkov dobivaš v nekem članku. Tako da skozi to opcijo sva probali določiti poglavja, pri čemer se, mislim, da je že prej Urška rekla, da je nama bil pomemben tudi drugi del. Ne bom kar odkrito povedala, zakaj. Zato, ker smo ravno v raziskavah, ki jih delamo na otroci v zgodnem otroštvu, pa malčki v vrtcu že desetletja, ugotovili, da je govor še vedno ena od šibkih točk naših vrtcev in to zlasti na področju pragmatike. Zato smo, ko smo načrtovali poglavja, posebno načrtovali to, da bi bilo fino napisati tudi nekaj konkretnih idej in pa pristopov, kako spodbujati pripovedovanje zgodbe, bodi si v družinskem kontekstu ali pa v vrtčevskem kontekstu. Sej veliko je tle presečne množice med enimi in drugimi konteksti, ampak so pa določene specifike in to se nama je zelo res pomembno zato, ker v takih in drugačnih raziskavah se je pokazali, da na zelo specifičnih področjih govora, mislim, so vrtci bolj šibki, kot bi bili lahko glede na bodi si izsledke kakšnih tujih raziskav, ali pa tudi glede na določene strukturne pogoje, ki jih imajo slovenski vrtci. In to je bilo eno od pomembnih vodil. Potem pa mogoče tole na koncu o spolu, potem poglavju sprašuješ, posebej, ja, tako je, težko je napisati knjigo o govoru, da bi se dotaknil tudi spola. Zato, ker je pač podobnosti in razlik, ko gledamo razvojno psihološko, na raznih področji razvoja, pa v različnih psihičnih funkcijah, na področju govora največ. In skozi govora se spremljati na zgodbi, zlasti že skozi to zgodno komunikacijo odrasle osebe, starša z dojenčki in potem skozi vsa ostala obdobja ukvarja zelo veliko spolnih stereotipov. In zato, ker zopet različne študije in slovenske in tuje kažejo, da se skozi kronološka leta otrok, ki so vključeni v različne podsisteme, tudi si vrtec ali šole, reproducirajo razlike med spolom, kar je problem. Hkrati pa so v bistvu slikanice, tudi eden, ker v tem piševa, slikanice, ena zelo pomembna stvar, skozi katero se spolni stereotipi v družbi zelo zgodaj v razvoju otroka nekako podajajo otroku. Risanke, pač vse ne. Tako da v bistvu tudi analizirala slikanice z tega vidika, prikazovanja ženskih, moških junakov na ilustracijah, v besedilu, v tem smislu. Tukaj se pojavlja tudi termin pripovedna pedagogika. Kaj je to? Ja, to je tudi ena taka v bistvu zanimiva stvar, na katero sva skozi leta tega poročevanja naleteli. In sicer v bistvu v tem smislu, po eni strani imamo otroka, imamo posameznika, ki skozi, razvoj pripoveduje vedno bolj zapletene, kompleksne zgodbe, to lahko preučujemo z različnih vidikov dejavnikov. Po drugi strani so pa zgodbe lahko, ali pa so posebej v kakšnih bolj tradicionalnih kulturah, pa tudi našimo, neko sredstvo, preko katerega podajamo otrokom neko znanje o različnih stvareh, tudi neke vrednote v končni fazi, neke kulture, v kateri živimo, ali pa tako, kot smo rekli, tudi stereotipe v resnici lahko. In v bistvu je ta pripovedna pedagogika, kot smo jo pripovedovali, en način, kako preko pripovedovanja zgodb v
v izobraževalnem procesu otrokom po eni strani spodbujati njihovo pripovedovanje, hkrati pa tudi jim podajati neko znanje. In se je pokazal kot zelo učinkovit način. Predvsem, če se lahko otroci s temi zgodbami poistovetijo, vidijo, se pravi, primerjajo neke lastne izkušnje z zgodbami, ki jih slišijo in tako naprej. Znanje o čem? Zelo različno znanje. Samo kakšne so zgodbe, ne? Ja. Lahko so zgodbe, ne vem, o neki tradiciji, lahko so zgodbe o domišljiji, lahko so zgodbe iz naravoslovja, to so vse zgodbe, ne? Se mi zelo grobo ločimo na eni ravni pač domišljijske pa realne zgodbe, ne? In ene in drugo je zgodba, ne? Pa ne govorimo zdaj o učbeniku, ne? In posredovanju znanja, ampak govorimo vedno zraven o tej pripovedni strukturi, ne? Ki seveda mora biti, ne, kot pogoj za to, da govorimo o branju zgodbe strani, ne vem, strokovnih delavcev oziroma delavk v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki lahko berejo še mnogo dlje, tudi takrat, ko so otroci že opismenjeni, ne. In ko sami berejo še relativno šibko in težko pač zgodbo kot celoto razumejo, ne. To je sploh problem, ne, ali odrasle osebe morda prehitro ne nehajo brati otroku, ne, zato ker menijo, da je pač nujno, ne, da se bo on opismenil tudi, da bere sam, ne. Potem bere pač neke stavke, ne, 3-4 zapored, ne, in je v tistem času, ne, ko se opismenjuje prikrajšano, ne, za posredovanje te pripovednih zgodb, ne, ki imajo nek drug vpliv kot to, da se ti naučiš, da se opismeniš v tem najboljšem pomenu besede, ne. In te so pač lahko različne, ne. Mogoče ta zgodba, ne, po eni strani tako mogoče implicira nekako tako, da mora biti neki domišljijsko, ne vem, zato se mi zdi fajn, ker si ti predlagala, ker smo se v tem naslovu pogovarjali, to pripovedovanje, da izpostavljamo tudi, no, zato ker se mi zdi, da gre za pripovedovanje zgodbe, pa gre v bistvu za pripovedovanje tudi kot nek širši koncept, se pravi, kar naprej pripovedujemo, mi zdaj tukaj tudi pripovedujemo in pripovedujemo tako, da nas drugi razumejo in stalno razmišljamo o tem, kaj bomo povedali, pa da bomo povedali tako, da bo imelo en smisel in otrok že zelo zgodaj, ko začne govoriti, začne pripovedovati samo na eni drugi ravni, taki kot je takrat zmožen, ampak se pravi, pripovedujemo celo življenje, stalno pripovedujemo drugim, ne, o naših idejah, mislih, izkušnjah. Zato se mi zdi na to pomembno spodbujati, ne, da niso to samo neke zgodbe, ki si jih zmišljujemo v tem smislu domišljijske, ampak so največkrat v resnici tudi neke zgodbe življenja, pa neke naše ideje, ki jih želimo drugim posredovati, tudi preko pripovedovanja, ali pa na nek drug način lahko tudi tam. Ja, da bi bilo sporočilo prepričljivo, mora biti dobra zgodba. Tako da je zanimivo, da te kdo hoče poslušati v resnici, ne. To zdržuješ pozornost, da poveš nekaj smiselnega, v tem smislu, ne. Ja, sej tudi pisanje člankov, ne, takih pripovedovanja zgodbe. Zdaj bi še to mogoče vprašal, zdaj tudi ta monografija je tudi pripoved ali pa zgodba in tudi tukaj, ko pripovedujemo zgodbe, imamo v mislih poslušalce, zdaj koga sta pa tako videli pravzaprav imeli, komu zdaj to zgodbo, te knjige pripovedujemo, komu je namenjena? Ja, glede zaradi same strukture, ne, to, kar je skladala razvidnost, smo štartali precej široko, ne, torej ne samo, ne vem, če smo prej začeli, kjer je stroka, ne, torej ne samo psihologije, ne samo slovenistike, ne, kjer sploh nismo vstopali v slovenistiko, ampak na eni strani res pač vsem tem strokam, ki se ukvarjajo z razumevanjem človeka, ne, ker človek je pravzaprav pripovedovalec, ne, človek simbolno deluje, ne, so te globoke misli Brunnerja, ne, vedno. In jaz mislim, da bi lahko knjigo bral vsak, ne, ki proba razumeti sebe, ne, ki proba razumeti druge ljudi, ne, ki bodi si na osebni ravni, ali predvsem na profesionalni ravni, ne, zato ker s temi drugimi ljudmi dela. In tako, ko pridemo do teh drugih ljudi, seveda vstopamo iz družinskega konteksta v ta formalni kontekst, ker pomeni, da že prej omenjeni vrtec, ne, in pa šolo, ne, kjer
sem jaz osebno prepričana, da je knjiga do te mere opremljena tudi z primeri, tudi z ilustracijami posameznih teoretskih konceptov, da bi knjigo lahko razumeli tudi tisti, ki delajo kot strokovni delavci oziroma delavke v vrtcih ali pa učiteljice oziroma učitelji v šolah. In glede na to, da se k tej dotaknemo tudi razlik med normativnim razvojem in pa razvojem, ki gre strani, ki gre za določene težave v razvoju, se mi zdi, da bi bilo lahko to tudi gradivo, ki bi ga se reče specialni pedagog, najširše pomenu besede, ampak sem prehudo rekla, že migajo tam, predvsem recimo jazvine logopede, ki jih zelo velikrat vključujemo v tisti del strokovnjakov in strokovnjaki, ki dovoljujemo uporabljati naše merske pripomočke. Ko delamo govorne pripomočke, jih ne delamo samo za nas večini primerov, nekateri da, zelo pogosto tudi za pedagoško stroko, za logopedsko stroko. Skratka, za tiste ljudi, ki se pri delu z različno starimi otroki ukvarjajo, tudi veliko z govorom, pri čemer jaz pač mislim, da je govor, to sem nekaj rekel, del v širšem kontekstu del znanja, in pomeni, da bi mogel to pravzaprav na nek način upoštevati, določene stvari vedeti, se z njimi ukvarjati, pač vsak, ki je za otroke dela tudi informatiko. Vključno starši, da se Tudi starši, starši znajo biti, to je vedno pač malo dileme, za nekatere starše je pač to čisto sprejemljivo branje, za katere je malo težko, pa bodo določena poglavja spustili, pa bodo brali bolj tiste poglavja, ki so napisane bolj ilustrativno, oziroma kjer se tudi oni prepoznajo, ker se pomenjujejo in podobno. Seveda pa napisati znanstveno monografijo, ki je bila enako berljiva za znanstvenikov, bralcev in staršev, po mojem, ki so ni enostavno. Če je možno smiselno.